Spoštovani gledalke in gledalci, pozdravljeni že v drugi letošnji oddaji, tokrat bo zimsko obarvana Gibko TV. Predlagam, da si kar pogledamo, kaj smo za vas danes pripravili. Učenci 3. B razreda so skupaj s profesorico Nino Harapin odšli na občino. Kaj so tam počeli, si poglejmo v prispevku. Prišlo do ideje, da bi se gimnazija Brežice povezala z občino in naredili enak tehnički dan? Ja, v mesecu avgustu smo dobili povabilo, da se odzovemo na tako imenovani tehnični dan strani občine Brežice. In potem sem stopila v kontakt z direktorico občinske uprave, gospo Ireno Jurman, in smo se nekako potem dogovorili za datum in izvedbo tega dne. In kako se vam zdelo vaši vtisi o tehničkem dnevu? Ja, moj vtis je res pozitiven. Nisem si predstavljala, da bo ta tehnični dan izgledal tako. Namreč vsa ta predstavitev vseh teh oddelkov občinske uprave, torej delovanja, bi lahko rekli celotne občine, se mi zdi izredno poučen in zanimiv. Predvsem za naše dijake, da bodo v nadaljevanju, torej v življenju, tudi bili seznanjeni in vedeli, kam se obrniti, če bodo slučajno kaj potrebovali. Mislim pa, da je bil za dijake pa predvsem zanimiv ta drugi del, ko smo ga izvedli, to je bilo pa v mladinskem centru v Brežicah, kjer smo izvedli simulacijo občinske seje, torej z vsemi temi dodatki, prijavljeni, replikami, ugovori, tako da to je bilo res pozitivno, izredno zanimivo, tako da moram pohvaliti samo izvedbo in vse sodelujoče. In kako se vam zdi, da so se dijaki znašli v vlogi svetnikov? Zelo dobro so se znašli, ni bilo nobene treme. Vključevali so se torej, na vsako točko in o točki razpravljali. Razprava je bila o marihuani, o legalizaciji marihuane in druga točka je bila pa o obveznih volitvah. In jaz mislim, da so se izvrstno odrezali in mislim, da imajo potencial. In pa načrtujete v sodelovanju z občino narediti še kakšen podoben dan? Ja, seveda, to je pa odvisno od želja naših dijakov in seveda, če bodo ostali naši dijaki zainteresirani, bomo z veseljem ponudili to kot gimnazija Brežice in seveda stopili v kontakt z občino in jaz vidim, da so zelo pripravljeni sodelovati z nami, tako da mislim, da ni jer. Najlepše še tehnički dan je za nami. Zdaj bi vas pa vprašala, kako se vam zdi, je bil uspešen, ni bil uspešen? Ja, lep pozdrav. Meni se zdi, da je naš tehnični dan izredno uspešen. To je prvi poskus, da smo se srečali z generacijo srednješolcev. V preteklem šolskem letu smo namreč imeli izkušnjo z osnovnošolci, tako da vidimo, da so pokazali izredno zanimanje za samo delo občinske uprave in tudi, da so zelo aktivno sodelovali na simulaciji seje občinskega sveta, kar nas veseli. In kako se vam zdi, da so se poistovetili s to vlogo svetnikov, ste morda kakšen potencial prepoznali? Ja, meni se zdi, da so se današnji udeleženci dijaki gimnazije Brežice kar poistovetili s to vlogo. To je vsakič za nas in zanje zanimiva izkušnja, ker ena stvar je debatirati o aktualnih stvarih z vrstniki, druga stvar je pa to povedati javno pred eno govornico oziroma pred govorniškim odrom. Tako da jaz mislim, da je pa danes zanje to dobra izkušnja in tudi argumenti, ki so jih postavili v zagovor ali pa v
bran s svojim stališčem, so bili zelo tako dobro pripravljeni. Kako je pa prišlo sploh do ideje, do takšne oblike tehniškega dne? Ideja se je porodila slabi 3 leti nazaj. V občinski upravi smo iskali možne poti, da bi se približali različnim generacijam naših občanov, da bi se jim predstavili, približali naše delo, aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo in nekako dati tudi prispevek zlasti pri mlajših generacijah, da bi spodbudili to aktivno državljanstvo. Se pravi, to se najbrž začne že v osnovni šoli in v srednji šoli na tak način, da spoznavamo sploh delovanje osnovnih zakonitosti države in lokalne skupnosti, ki je nam bližja, in potem v srednji šoli še toliko bolj, da potem lahko tudi postanemo aktivni državljani, ko dobimo aktivno volilno pravico in pasivno seveda. Pa imate v prihodnosti, načrtujete še kakšen podoben tehniški dan? Mi imamo tehniške dneve, če se lahko tako izrazim, razpisane skozi vse šolsko leto. Ob koncu vsakega šolskega leta povabimo vse osnovne šole, v letošnjem šolskem letu prvič pa vse srednje šole, tudi ki delujejo in imajo sedež v občini Brežice k udeležbi, in potem glede na razpoložljivost poskušamo ugoditi njihovim željam. Naše izhodišče je nekako bilo, da bi vsaka šola za začetek en oddelek umestila, potem mi to poskušamo umestiti tudi v naš urnik. Te dneve praviloma izvajamo enkrat mesečno ob četrtkih, ko imamo sicer neuradni dan za stranke, in potem glede na odziv šol se lahko zgodi tudi, da posamična šola tekočim letom ima več oddelkov, druga šola pa manj, pač odvisno od interesa šol tudi. Moram reči, da v preteklosti je bil interes z naše strani zaznan tako nekaj srednje pričakovan, bi si mogoče želeli še več interesa, zato smo tudi zdaj v tem šolskem letu vključili še srednje šole in smo veseli, da ste se na vaši šoli prvi odzvali in tudi imam tak zelo dober vtis v današnjem dnevu. Najlepša hvala. Tudi vam hvala. Že drugo leto zapored na gimnaziji Brežice pod mentorstvom Pavla Šeta, profesorja biologije, poteka kuharski krožek. Kaj so nam tokrat prikuhali in zakuhali, pa si poglejmo. Našo šolo obiskuje ogromno talentov in tokrat smo na hodnikih ujeli Kajo Kovačič, kateri pa je njen skriti talent, si poglejte v prispevku. Pozdravljeni v rubriki Dekla ali fant s hodnika. Z vami danes Katja in gostim nasmejano Kajo, ki nam bo povedala nekaj o njenem ustvarjanju. Zdravo Kaja, lepo pozdravljeno še enkrat v naši rubriki Dekla ali fant s hodnika. Za začetek bi te prosila, da nekaj vsem gledalcem poveš nekaj na kratkega o sebi. Moje ime je Kaja, stara sem 17 let, pa z glasbo se ukvarjam že od majhnega. Sem vesela, nasmejana, zelo pozitivna oseba. Pa povej mi še nekaj o teh tvojih glasbenih začetkih, kdo te je navdušil, kako si začela?
Ja, v bistvu pojem že od majhnega, začela sem tako, ko vsi ponovadi začnejo, v osnovni šoli s pevskim zborom. Imela sem pa že dolgo željo, da nekako tudi sama začnem kot solo, pevka, ampak nisem pa imela želje iti v klasično glasbeno šolo, ker se uči arije pa razne te klasične zadeve, operne. Pa sem pa našla v bistvu to glasbeno šolo, ki se je odprla na novo v Krškem. In sicer pa vsi, ki učijo več stilov glasbe, jazz, pop, blues, tudi rock, in mi je to nekako bolj sedlo, zato ker sem lahko nekako pela tudi tiste stvari, ki jih večinoma poslušam, pa se tudi v res najdem. Ja. Kje te pa lahko vidimo, ne vem, kako nastopaš, kje bi te lahko opazile gledalci? Ja, večinoma v MC-ju, se pravi v MC-ju Krško, v MC-ju. Spravi, nastopaš s svojim bandom, nam lahko še o tem kaj več poveš? Ja, začeli smo zdaj bomo praznovali malo obletnico enega leta, tako da še nismo še dolgo skupaj, smo še čisto tako sveži. Bilo je najprej malo tako zanimivo, no? Ker nismo se prej, večina se nas ni poznala, smo se spoznali prek te glasbene šole, skupaj so nas nekako dali, pa so rekli, če bi probali skupaj delati kot band. In smo rekli vsi, da ja, bili smo navdušeni, pa smo pa začeli počasi s svojimi. Spravi, igrate pa bolj popularno glasbo in tudi poslušate to bando? Ja, sicersko, jaz sem bolj blues, jazz, pa pop, rock zadeve so mi všeč. Pa vsi ostali fanti, ker sem edina punca v bandu, so pa bolj rockeri, tako da imamo včasih tudi kaj bolj po njihovem okusu, včasih pa tudi kaj bolj po mojem. Kombiniramo, mešamo stile, pa tudi se gleda, ne delamo točno vseh komadov, kako jih v originalu izvajajo, ampak naredimo svoje priredbe, se pravi naredimo nekaj novega. Pa nasploh imaš pred nastopom nekaj treme, ne vem, kako na začetku, kako zdaj, če kakšna je razlika? Ja, je razlika. Na začetku sem imela dosti bolj kot zdaj, čeprav tudi ne tako, ko bi na primer rekli za nekatere, ko šele začnejo, ker jaz sem bila pa prej že majhna sem bila v glasbeni šoli, 6 let sem igrala flavto prečno, tako da sem imela že tam non-stop nastope, tako da sem že tam nekako izgubila, tako da mi to ni bil tako zelo problem, ko nekateri bolj kot res začnejo čisto na novo, ampak se pa z vsakim špilom še več treme zgubi, tako da se veliko bolj spuščeno počutim, ko sem se na začetku. Ja, no to si pa lahko kar pogledamo v naslednjem videu, Kajo kako paje. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Whoa. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst my rhythm and blues. I can't stop singing, it's real.
mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give you all of me, and you give me all of you. Whoa. Po večjih letih smo na naši šoli letos spet pripravili dobrodelni UNESCO ples, ki se je odvil v decembrskem času. S plesom so se predstavile nekatere posavske šole in predvsem naši dijaki, ki so na plesišče povabili tudi profesore in starše, in skupaj smo se zavrteli pozno v noč. Živijo, lepo vas pozdravljamo iz prvega UNESCO-tovega novoletnega plesa. Vzdušje je napeto, pričakujemo, da bo se lepo odvijalo, zanimivo in pričakujemo pozitiven odziv in da se bo zavleklo pozno v noč. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will
decembra smo dijaki zopet obiskali dom upokojencev, kjer smo ostarelim pričarali nekoliko bolj praznično vzdušje s petjem in z lepo besedo. Pripravljamo eno tako malo poživetje za te ljudi, ki so tukaj, da jim polepšamo božične praznike, bomo igrali božične pesmi, da jih malo razveselimo. Šolski dan pred novoletnimi počitnicami imamo na gimnaziji Brežice rezerviran za novoletno prireditev, ki vsako leto nastane izpod prstov naših dijakov. Kmalu se bo začela decembrska prireditev, s katero bomo pričarali malce božičnega vzdušja. Pa poglejmo, kako potekajo priprave. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love. Shake it like I'm supposed to. 'Cause I got the boom boom that all the boys chase. All the right time, all the right trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. All about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass. I'm bringing
secrets away. This time, don't need another buffet lie. Don't care if critics ever jump in line. So I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. It's like we're chasing all those stars, who's driving shiny big black cars. Povejte nam, kaj bomo danes kuhali? Danes bomo pa pekle bizeljski ajdov kolač. Bizeljski ajdov kolač. That's why the lady is a trap. Tako, pa smo pripeljali našo drugo oddajo do konca. Upava, da ste uživali v najini družbi. Kot vedno. In se vidimo spet kmalu. Čau. Čau.